Hej, Aljaž pred vami in dobrodošli v novi epizodi Lidlove vitalnice. Leto se bliža proti koncu in začenja se novo leto. Zato ta vlog posvečam vsem tistim, ki si želite neke spremembe v novem letu in mogoče razmišljate o kakšni novoletni zaobljubi, da bi bili bolj aktivni. In zato sem se jaz danes odpravil na sankaško kočo. To je tako zelo luštna, kratka in primerna tura za vse, ki še nimate kondicije, prav tako kot pa za kakšne družine s kužkom, ker je v bistvu zelo lahek dostop. Hiter smo gor in tudi če imamo malo časa, nam uspe priti tudi recimo po službi na vrh in uživati malo v teh razgledih. Pojdimo pogledati, kako izgleda. Za nami je cerkev Svetega Petra. Če želimo, lahko našo turo tukaj zaključimo, pa gremo v dolino. Če pa še imamo vsaj nekaj energije, pa nadaljujemo naprej po poti in po 10 do 15 minutah nas ta pot pripelje do sankaške koče. Ko pridemo do križišča, se držimo leve. Kljub temu, da je tura kratka, nam nudi zelo lepe poglede na dolino in pa kompletno Julijske Alpe. Primerno je pa tako, kar sem rekel, za vse nivoje fizične pripravljenosti, tako da če si zdaj z novim letom postavljate kakšno novoletno zaobljubo, da boste v novem letu bolj aktivni, začeli mogoče v hribe hoditi, je to ena super destinacija za začetek. Da ne pridete na vrh, pa ste sred gozda, da še vseeno imate nekaj od razgledov, kljub temu, da ne morete oziroma niste še pripravljeni zaiti više. To je to, jaz sem malo posladkam, malo energije povrnem, cukra povrnem, pogrem pa počasi v dolino. Takole, pa če naredimo zdaj en kratek povzetek, naredili smo okoli 300 višinskih metrov, izhodišče je v Begunjah pri Krpinu in vzame nam cirka 1 urco. To je to za letos, se vidimo drugo leto, pa mirne in lepe praznike vam želim. Čau!